Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Društvo Strelica je tudi letos privabil mnogo rekreativcev in po vseh tistih, ki radi pridejo na Pokljuko, na tek politikov, gospodarstvenikov in menedžerjev. Zbralo se jih je preko 60, prišlo pa je tudi mnogo gledalcev, ki so navijali za svoje tekmovalce. Vsa organizacija poteka v organizaciji Društva Strelica iz Tržiča in letos že 31. po vrsti. Živijo, jaz lahko rečem, da midva pa res sva en tak tandem, da že mnogo let spremljava tek politikov, gospodarstvenikov in pa menedžerjev vsako leto na Pokljuki. Ja, res je, v bistvu sva zdaj že kar tradicijo svojo začela. Jaz mislim, da je zame že 7. ali 8. leto, pa vsakič se znova rad vrnem, ker je res eno posebno druženje. In kako se počutiš tokrat? Vreme je čudovito. Koliko je tekmovalcev letos? Mislim, da je tekmovalcev majčkeno več kot lani, bi rekel skupno nekje med 60 pa 70, čist na pamet. Vreme je odlično, tako kot vsakič Klemen poskrbi zanj, pa vzdušje tudi. Tako da mislim, da je eden tistih dogodkov, ki če ne bi ga delal, bi definitivno bil ali gospodarstvenik, ali politik, ali diplomat, neki sam zato, da bi lahko prišel sem teč. Kaj meniš, da so tukaj bolj profesionalci, a so bolj rekreativci? V bistvu je dobra mešanica, se mi zdi, da je res ta neka zmes med ljudmi, ki veliko tečejo, ki so vsako leto tukaj, in pa med ljudmi, ki se nekako pogumijo zaradi drugih predstavnikov ali zaradi ambasad in dejansko prvič tečejo. Mislim, da je kar kakšna tretjina ljudi, ki so prvič na smučeh, in to je vedno lepo videti. Kaj ti pravzaprav to pomeni, da prideš vsako leto na Pokljuko? Prideš rad, prideš s srcem? Definitivno. V bistvu sem zelo vesel, da me povabijo vsako leto, pa mislim, da je ta dogodek nekaj posebnega, predvsem zaradi angažmaja družine Grašič, ki naredi dogodek tako srčen, da pravzaprav se res vsi radi vsako leto vračamo. No, jaz sem pa tukaj že več kot 10-krat sigurno, tako da jaz mislim, da se bo še kdaj srečala. Hvala in lepo bodi. Naslednje leto na smučeh, mogoče? Mogoče pa res. Ja, hvala za pogovor. Venko Grašič in dr. Avgust Bencinger, čeprav dr. Avgusta ni tukaj, pa vendar vidva sta tista krivca, da je vsakoletni tek politikov, rekreativcev, menedžerjev, gospodarstvenikov tukaj na Poklukih leto že 31. Moram reči, da smo izredno zadovoljni, da smo te tekme pripeljali do 31. Da je vzdušje tukaj gor, bi rekel, enkratno. Takega vzdušja in takega vremena že dolgo časa nismo imeli. Tekmovalci, tekmovalke, vsi so izredno zadovoljni in jaz upam, da se bo to še nadaljevalo. Predstavitev Slovenije, oziroma to, da je izredno veliko število diplomatskih predstavnikov, kar 10 veleposlanikov je tukaj, pomeni za našo majhno Slovenijo zelo veliko. Vaše društvo prihaja iz Tržiča, čeprav organizirate tekmo na Pokljuku. Ja, seveda smo jo hoteli speljati tudi v naši občini v Lomu. Od začetka so bile snežne razmere tam dobre, pozneje pa nič več in smo tukaj gor najdli pravo vzdušje in pravi poligon za te naše prireditve. Obenem pa je to izredna reklama za Pokljuko, za ta center in pa sploh za to našo Slovenijo. Za druženje, za srečanje, za rekreacijo, za vse skupaj. Tako je, ni samo tekma, potem je tudi druženje in moram reči, po odzivih tukaj pri čaju, pri naši ponudbi, da so vsi izredno zadovoljni. Ponovno na Pokljuki, leto že 31. tek politikov, menedžerjev, gospodarstvenikov, zbrana družba, tako kot vsako leto. Ja, lep pozdrav še iz moje strani, seveda. In tukaj na Pokljuki zopet ena taka lepa zimska pravljica, vreme, obilica snega in pa dobra družba iz vrst diplomacije slovenskih politikov in pa seveda gospodarstvenikov, ki to prireditev tudi poganjajo. Letos zbranih preko 60 udeležencev na tem teku.
Ja, aktivnih udeležencev, torej tistih, ki so se podali v smučino. Veliko je pa tudi takih, ki so prišli pa samo na ogled in med temi je tudi 7-8 veleposlanikov iz različnih držav, ki so prišli na ogled in pa mogoče še zbirajo pogum, da se poženejo naslednje leto v smučino. Kot vemo, je bil ta tek ponovno organiziran kot humanitarna prireditev. Je tudi letos tako, sicer pa verjamem, da je bilo malo težje zaradi ujme, ki nas je prizadela v lanskem letu. Ja, točno tako. Ja, in tudi tukaj nam je v letošnjem letu pristopilo nasproti podjetje BSH, ki je enako na podoben način doživelo tudi to ujmo na lastni izkušnji, ko so imeli zalito svojo tovarno in so nam pomagali z 2 pralnimi stroji, ki jih bomo podelili 2 socialno ogroženim družinam oziroma šibkim družinam in sicer iz vrst policije, kjer sodelujemo s sindikatom policistov Slovenije. Verjetno se veselite, glede na to, da je letos res eno tako čudovito vreme, res čudovit dan, čudovita zimska idila, vse klapa. Ja, se more klapati, dokler časa vse teče pod mojo taktirko, teče kot, bom rekel, vse kot namazano in tako bo tudi v nadaljevanju, tako da imamo sedaj še pogostitev vseh udeležencev in pa seveda tista zadeva, na katero vsi čakajo, to pa je razglasitev rezultatov. In seveda vsako leto 2 kroga, tako kot vsako leto tudi letos. Ja, najprej prvi krog je nekako za ogrevanje, v drugem krogu se pa pomerijo do konca. Hvala za pogovor, Klemen, pa upajva, če bo imela sreča mlade, da se še kdaj vidiva. Ja, hvala tudi vam in nasvidenje. Med udeleženci 31. teka politikov, gospodarstvenikov in menedžerjev na Pokljuki je tudi tokrat župan občine Radovljica Ciril Globočnik. Pozdravljeni. Dober dan. Prisegate na druženje, rekreacijo in pa na tradicijo. Je res je, no pa jaz moram reči, da tudi glede na razmere snežne letos je bila edino Pokljuka tista, ki je bila res urejena, sploh v zadnjem času. Tako da danes je bil prav užitek teči v takem lepem vremenu in tudi udeležba je kar visoka in seveda gre za druženje. Malo se pa treba tudi porekreirati, no, da lažje zmoremo te napete čase, ki rabijo tudi to podporo fizično. Vsako leto sta 2 kroga, kateri je hujši, prvi ali drugi? Ja, to je, bom rekel, brez potrebe spraševati. Za prvega lahko rečem, da kar z lahkoto, drugi pa naporen. Kakšen čas pričakujete? Ja, jaz mislim, da bo v okviru lanskega, ni pa nujno, da bo boljši, ker mi smo vsako leto starejši in če je tam v okviru tega, bo kar v redu. Čestitke vsekakor za udeležbo. Hvala lepa. Borut Sajovic, kolikokrat že na teku na Pokljuki? Ja, zagotovo več kot 20. Še enkrat je bil lep dan, dobra družba, dobra dirka, lepo je šlo. Treba je skrbeti za kondicijo in seveda lep dan je, ko se srečaš s prijatelji, se kaj pokramlja. Jaz mislim, da druženja politike, gospodarstva in diplomacije so dragocena, v njih je dodana vrednost, če se znamo pogovarjati, če prijateljujemo, se znamo tudi dogovoriti in to je bistvo tega teka na prelepi Pokljuki. Rekreacija, druženje, tokrat že 31. tukaj izbrana množica. Ja, lepo je. Čestitke organizatorju, športnemu društvu, strelca in vsem pomočnikom. Res se potrudijo, prireditev pa tudi v širšem prostoru nekaj drugačnega, izvirenega, posebnega, naj bo tako tudi naprej. Konkurenca ni potrebna, potrebno je samo druženje in pa vzpodbuda. Ja, to je to. Druženje, dobra volja in dan je popoln. Hvala. Hvala tudi Gorenjski televiziji za obisk te dragocene prireditve in da spremljate tudi dogodke,
ki so malo drugačni. Gledalkam in gledalcem je to všeč. Srečno. Lojze Peterle, nekdaj evropski poslanec, pa vendar več kot 30-krat udeleženec na teku politikov, menedžerjev, gospodarstvenikov tukaj na Pokljuki. Lepo pozdravljeni, gospod Peterle. Pozdravljeni. To drži, kar sem rekla? To zelo drži in jaz sem vesel, da drži. Jaz imam rad tole družabno športno tradicijo, kjer že na 1000 metrih pozabimo na slovenske razlike, ne sklepamo koalicij, ne pogovarjamo se, kako bo kdo glasoval, ampak smo veseli, da smo skupaj različni, da nas različnost ne moti, malo nas zdravimo, malo pogledamo rezultate. Jaz sem letos bolj hodil kot tekel, eni so po orenk tekli, tako da Pokljuka, tukaj se dogaja ta prava stvar. No in tekli ste oba kroga, kot vedno. Jaz sem še zmotil, sem se zgledal, da bi rad še eno tekel, pa sem se le proti cilju usmeril. Vedno je pomembna rekreacija, druženje, srečanje s prijatelji, ne samo s politiki, tudi z drugimi ljudmi. Ja, torej, tukaj se zmeraj kakšne lepe stvari zgodijo. Pravkar sem srečal češkega veleposlanika, katerega sem srečal v družbi predsednika Havla pred več kot 30 leti. On je bil zraven, ko sem jaz predsedniku Havlu predlagal, da bi naredili Plečnikovo razstavo. In smo jo naredili, eno v Pragi, na Hračanih, eno v Ljubljani. In zdaj smo se pogovarjali, če bi naredili razstavo o razstavi. In tudi ta bo zanimiva. In kaj sicer Lojze Peterle zdaj počne, odkar ni več v Bruslju? Skušam se navaditi na ženo, ker zdaj sem pa več doma. Vesel sem vnukov. Več se z muziko ukvarjam na stara leta, sem rekel, ko mu pokoju sem začel klavir učiti in zdaj delam že drugi letnik. Potem športam še kar precej, še zmeraj letim, ukvarjam se tudi zelo intenzivno s prihodnostjo Evrope, nekaj svetujem na temo klimatskih sprememb, tako da mi ni dolg čas in mislim, da je to veliko boljše kot žale. Skratka, če človek rad dela, potem se že znajde in si nekaj najde. Jaz mislim, da je dvoje zelo pomembno v življenju, da imaš veselje z ljudmi, pa da z veseljem delaš. Se strinjam z vami popolnoma. Hvala za pogovor in še veliko zdravja. Hvala lepa. Kako se počutite na Pokljuki tokrat v takem čudovitem sončnem dnevu? Vsako leto na Pokljuki fenomenalno, ampak letos je še posebno lepo, ker tazga sončka ni velikokrat. Ste se preizkusili tudi v teku na smučeh, na samem teku? Moram reči, da letos sem že blizu 10-tič tukaj, 5-krat sem pa tudi že tekel in letos seveda tudi. In oba kroga? Oba seveda, je treba do konca. Kako je bilo na progi, kakšen čas pričakujete? Jaz moram reči, da sem vsaj po svojem osebnem občutku malo izboljšal čas od lani. Enega sem celo prihitel pred sabo, tako da nadejamo se dobrega rezultata. In nadejate se tudi druženja, rekreacije naslednje leto. Kje pa sicer okrog Ilirske Bistrice lahko trenirate? Jaz vsekakor naslednje leto bomo tukaj, poskušam še ženo navdušiti, pa hčerko, da bi prišli z mano. Ampak nažalost jaz prihajam iz Ilirske Bistrice, iz Primorskega. Mi imamo malo manj snega, pa takih objektov oziroma objektov v naravi. Imamo, če je dovolj snega, na Mašunu, kjer lokalno gostišče pripravi progo, zelo dobro. Lansko leto moram reči, da je bila fenomenalna, ampak žal letos imamo malce pomanjkanja snega, ampak upamo, da bo še zapadel. Vedno se lahko veselimo, da bo. Ja, lejte, moramo reči, jaz prihajam iz konca, kjer imamo tudi goro Snežnik, to je najvišja gora izven slovenskih Alp, tako da na vrhu imamo nekaj snega, si ga želimo pa še malo v dolini. Hvala lepa in čestitke, da pridete na Gorenjsk. Hvala vam in vedno bomo tukaj, ker je lepo in uživamo. Gotovo nikoli skoraj ne manjka na tem teku politikov, menedžerjev in gospodarstvenikov na Pokljuki, držijo, ne? Ja, res, mislim, da so kar že desetletja, ko sem del te enkratne družbe, res super organizacije. Mislim, da imamo res, vedno nam je tudi vreme naklonjeno, da je težko lepša kombinacija športa, druženja in vremena. Kako pa tokrat na progi? Zelo fajn, lepo, dobro je pripravljena
In res je tudi užitek, ker zdaj smo veliko nas je takih, ki se potem spodbujamo tudi med potjo. Tako da je tisto pravo tekmovalno, mislim, družabno tekmovalno vzdušje. Je bilo kaj časa za trening? Ne prav veliko, minimalno letos, ampak vseeno. No. Zdaj, če si tako športen, včasih se pohecam, da imajo mišice dober spomin, tako da ko se človek postavi na smučke, mišice takoj vejo, kaj za narediti.